Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam dečku po imenu Bine. Namreč njegova mamica mi je poslala prijazno sporočilo željo, da preberem eno izmed Binetovih ljubših pravljic s tigrom v glavni vlogi. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo svetovni uspešnici, pravljici po izboru Bineta z naslovom Tiger, ki je prišel na čaj. Nekoč je živela deklica po imenu Sofija. Neko popoldne sta z mamo v kuhinji pili čaj, ko je nenadoma pozvonilo pri vratih. Le kdo bi lahko bil? Se je začudila Sofijina mamica. Mlekar gotovo ni, saj pride zjutraj. Fant iz trgovine tudi ne, saj danes ne dostavlja naročil. In očka prav tako ne, saj ima svoje ključe. Najbolje, da pogledava. Sofija je odprla vrata in zunaj je stal velik, kosmat, progast tiger. Oprostite, zelo sem lačen, je rekel. Bi smel priti k vam na čaj? Seveda, izvolite naprej, je odvrnila Sofijina mamica. Tiger je vstopil, šel v kuhinjo in sedel za mizo. Bi sendvič? Ga je vprašala Sofijina mamica. Vendar tiger ni vzel le enega sendviča. Vzel je vse, kar jih je bilo na krožniku in jih pogoltnil z enim velikim grižljajem. Ham! Kljub temu se je zdel še vedno lačen, zato mu je Sofija ponudila kolačke. Tiger tudi kolačka ni vzel samo enega, pač pa je pospravil vse kolačke na pladnju. In še vse piškote in celo torto, da na mizi ni bilo nobenega prigrizka več. Sofijina mamica ga je vprašala. Bi kaj pili? Tiger je popil vse mleko iz vrčka in ves čaj iz čajnika. Nato se je razgledal po kuhinji, ali je kje še kaj za podzob. In je pogoltal vso večerjo, ki se je kuhala v loncih, in vso hrano iz hladilnika, in vse, kar je bilo v zavitkih in pločevinkah v omari. In popil je vse mleko in ves pomarančni sok in vse očkovo pivo in vso vodo iz pipe. Nazadnje je rekel: Hvala za čaj, zdaj moram pa iti. In je odšel. Ojoj, kaj bomo večerjali? Tiger je pojedel čisto vse, je potožila Sofijina mamica. Sofija se tisti večer ni mogla okopati, saj je tiger popil vso vodo iz pipe. Takrat se je iz službe vrnil Sofijin očka. Deklica in mamica sta mu povedali, kaj se je zgodilo, in da je tiger pojedel vso hrano in popil vso pijačo. Očka se je zasmejal. Ne skrbita, oblecimo se in gremo ven na večerjo. V soju uličnih svetilk in avtomobilskih žarometov so odšli do restavracije. Naročili so okusno večerjo, polpete, pečen krompirček in sladoled. Naslednje jutro sta se Sofija in mamica odpravili po nakupih in nakupili veliko hrane. Kupili sta tudi res veliko škatlo hrane za tigre,
če bi tiger še kdaj prišel na čaj. Pa ga ni bilo nikoli več. Ja. Kako čudovita pravljica, kaj ne? Čestitke Sofiji in pa njeni mamici za vso prijaznost in gostoljubje. Ampak moram pa priznati, da je bil tiger resnično zelo lačen in žejen. Bine, najlepša hvala za idejo o simpatični domišljijski pravljici. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še pravljicama nastalima izpod peresa slovite pisateljice Julie Donaldson z naslovom Zverjasec ali Zverjašček, za kateri pa verjamem, da jo že poznate. Prijeten pozdravček Binetu ter seveda vsem ostalim, ki radi prisluhnete pravljičnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, bodite prijazni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, zanimiva pravljica. Kdo bi pa to lahko bil? Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Najbrž se sprašujete, zakaj sedim sredi vrta, kaj ne? Danes imam za vas pripravljeno posebno pravljico. Pravljico, ki govori o zelenjavi. Imate radi zelenjavo? Ja? Ne? Jaz jo imam zelo rada. Če pa še niste čisto prepričani, ali imate radi zelenjavo ali ne, potem predlagam, da se udobno namestite in prisluhnete tej pravljici. Morda pa vas tale škrat, ki nastopa v tej pravljici, navduši nad sadjem in zelenjavo. Julia Vollmert, Suzanne Szczesny, škrat brokolino ali pametne glave so zdrave. Mami, kaj bo za kosilo? Povpraša Lena. Popečena zelenjava, reče mamica. Prišla je v vrtec po Leno in njenega bratca Jana. Punčka se namršči. Blek, zelenjava, za nič je. Pri nas bomo pa danes jedli pomfri in hamburgerje, se pohvali Max. Super, a ne? Joj, mami, zakaj pa mi nikoli ne jemo tega? Zajavka Jan. Sestrico kmalu sedita za mizo. Pravzaprav sta oba zelo lačna, toda Lena noče poskusiti niti grižljaja. Mami, zakaj nikoli ne spečeš krompirčka? Tečnari Jan. Pri Maxu ga imajo skoraj vsak dan. In ker Lena noče jesti, se kuja tudi on. Ne bo in ne bo in ne bo jedel brokolija. Nehajte sitnariti, pomfri ni zdrav, zelenjava pa je, pojasni mamica. Če boste tako letečna, sploh ne bom več kuhala. Zazvoni telefon in mamica pohiti v dnevno sobo. Korščen krompirček, kako je jezna, reče tenek glasek. Leni od presenečenja padejo vilice iz rok. Na njenem krožniku stoji majcen zelen možic in se ji smeji. Kdo pa je to? Zine Jan. Nimam pojma, šepne Lena. Jaz sem, brokolino, zelenjavni škrat. Zacvili možicelj. Zgrabi Lenine vilice in 1, 2, 3 iz zelenjave na krožniku sestavi smejoč se obrazek. Zelenjavni škrat? Še nikoli nisem slišala zanje. Ja, malo nas je, pove palček. Če hočete, vam bom razložil vse, kar morate vedeti v prehrani. Najprej pa poskusite tole okusno zelenjavo. In brž porine osupli Leni v usta košček brokolija. Boljše je, kot sem mislila, prizna punčka. Zdaj poskusi zelenjavo tudi njen bratec. Meni se zdi super. Na hodniku se zaslišijo mamini koraki. Krščen korenček, brž me skrita. Pri mulčkih, ki sem jih obiskal, preden sem zavil k vama, me je mamica zamenjala za zeleno miško in naščuvala name ogromno muco. Zacvili brokolina.
V najino sobo te odneseva, ga pomiri Lena. Tam mu z bratcem razkažeta igrače. Škratu je najbolj všeč železnica. Hotel si nama povedati, zakaj je pametno jesti zdravo hrano, ga spomni punčka. Krščen repincelj, taka hrana vama da moč in obilo zdravja. Saj me da nočeta zboleti, a ne? In gotovo bi bila rada strašno močna, da bi se podila čez klance in si nagajala, Otroka v smehu prikimata. Predstavljate si veliko lokomotivo. Tudi ta ne vozi kar sama, za vožnjo potrebuje gorivo. No, nekatere lokomotive potrebujejo elektriko, druge pa nafto, pomodruje Jan. In stare parne lokomotive les in premog, doda še Lena. 300 radičkov, tako je. In tudi vidva potrebujeta gorivo, pa ne nafte ali polen, saj vendar niste lokomotivi, zine Škrat. Nisva, ne, se hihitata bratec in sestrica ter odkimavata. Potrebujeta gorivo za otroke, se odreže Brokolina. In to tiči v hrani? Zanima Leno. Seveda, pokima Možic. V njej je dobro in slabo gorivo za otroke. Najboljše je skrito v sadju, zelenjavi, polnozrnatem kruhu, kosmičih. Veliko moči in veliko vitaminov vama da. Zelo slabo gorivo pa je pomfrit, mastanje in brez vitaminov. Podobno je s čokolado in ostalimi sladkarijami. Preveč maščob in sladkorja, prava mora za zobe. Pa še polenita se in čudno utrujena postaneta. Tudi mama vedno govori o vitaminih, pa še nikoli nisem nobenega videla, se čudi Lena. Saj jih ne moreš videti, čisto majčke niso, ampak zelo pomembni. Tako kot lokomotiva včasih potrebuje motorno olje, tako vidva potrebujete vitamine in minerale. Ti potem poskrbijo za to, da telo dela kot dobro podmazan strojček. Ja, kako pa vitamini pridejo v telo? Zanima Jana. Sveta zajemalka, to vama pa lahko takoj razložim. Sklikne Brokolino, spleze na pisalno mizo in zgrabi najmanjšo Lenino barvico. Predstavljate si, da Janu grizne jabolko. Zobmi zmelje grižljajo kašo. To je zelo pomembno. Zobje morajo namreč vsak grižljaj zmleti v tako kašo, da želodček nima preveč dela. In ko Jan kašo požre, zdrsne ta kaša po požiralniku navzdol. Požiralnik je kot nekakšen tunel, ki vodi od ust in grla prav vse do želodčka. Tam se kaša razreči in razdeli v majhne delce. Škrat riše in riše. V tankem črevesu, ki kot zvita in zavita cev leži v trebuhu, jemljajo črevesne stene iz kaše vitamine in hranljive snovi. In vse to potem po krvi odpotuje na vse konce in kraje telesa, tja, kjer so te snovi potrebne. Tisto pa, česar naše telo ne potrebuje, se nabere in zgosti na koncu poti v debelem črevesu. In od tam štrbunkne v stranišče? Povpraša Lena. Točno tako, pokima Škrat. No, zdaj veste, kaj se dogaja v trebuhih. Precej zapleteno, vzdihne punčka. Zapletena je piška pečena, ne pa tole, se hihita zelenček in zleze na polico trgovine, ki sta otroka postavila v svoji sobi. Pomembno je le, da jesta zelo različne stvari, tako potem vajino telo dobi vse potrebne snovi. Brokolina se zamisli, nato pa tleskne s prsti in mala trgovina zasije v čarobni luči. Lena in Jano strmita. Pazita, zdaj je čas za čarovnijo. Igrali se bomo cirkus. In svetovne zvezde otroške prehrane bodo postavile prehrambeno piramido. Škratek pomigne in 2 velika krompirja, 2 vrečki polnozrnate moke, prav taka štruca kruha in paketov špagetov, pa škatli neoluščenega riža in kosmičev se boš postavijo v ravno vrsto. Vsi ti bodo na dnu piramide, v najširši vrsti. V vsakem obroku jih mora biti največ, saj se bojo veliko škroba, ki nam daje moč, razloži Cvili možek. Zasliši se tiha glasba, prikotalijo se jabolko, hruška, paprika, marelice, pomaranče, zelje in zelena solata in splezajo v drugo vrsto piramide. V njih so vitamini in še veliko drugih zdravih snovi. Vsak dan morate pojesti vsaj 5 porcij sadja in zelenjave. Kaj? Toliko? Se začudi Jan. Brokolina prikima. Pa saj to sploh ni tako težko. Za zajtrk kosmiče z marelicami, v vrtcu eno banano, za kosilo zelje,
popoldne pomarančni sok, zvečer pa solato ali jabolko. 1, 2, 3, 4, 5. Imam prav? Lena, ki že zna šteti, pokima. Zdaj pa še mlečni izdelki, reče Brokolina. Prikorakajo lončki jogurta, skute in smetane, pa mleko in okrogel rumen sirček. Vsi tile vsebujejo veliko beljakovin, potrebujete jih za rast, za mišice, kožo in lase na primer. V mlečnih izdelkih pa je tudi kalcij, ki je pomemben za zdrave zobe in kosti. Vsak dan kozarec mleka, malo masla in sira na kruhu, en jogurt ali skuto, pa bosta zdrava. Prikaže se majhno jajce, se pridruži piramidi in se potoži. Tudi jaz imam veliko beljakovin in vitaminov. Škrat pomaha še enkrat. Spet se zasliši muzika, prikorakajo pa šunka, pršut, riba in klobasa. V mesu in ribah so zelo pomembne stvari. Železo, jod in vitamin B. Enkrat tedensko ribe, pa 2-krat meso, to je dovolj. Razloži zelenjavni škrat. Na vrh piramide spleza majhna steklenica olja. Nanjo pa se zavihti pisan bonbon. Maščobe in sladkarije. Če se kdaj pa kdaj posladkata, ni nič hudega. Ampak res samo včasih, pove Brokolina. Na televiziji so rekli, da so vitamini tudi v bonbonih in čokoladi, protestira Lena. A to ni res? 300 prašičkov, seveda je res. Vendar pa je v vsej tej krami ogromno sladkorja. Ta zelo škoduje zobem in vitamini vam ne morejo pomagati. V čokoladi pa je veliko maščob. Če pojesta več maščob in sladkorja, kot jih porabita, se zredita, pa še utrujena in lenasta. Jabolko na primer ne redi, vsebuje pa vitamine in druge zdrave snovi. Nekje zunaj pa se oglasi mamica. Otroka, na vrtu vaju čaka Max, se gresta igrat? In v tem trenutku čarobna svetloba izgine. V sobi tiho in nepremično obstoji piramida. Jan in Lena stečeta na vrt. Brokolina je punčka vtaknila v svoj žep. Otroci se igrajo skrivalnice, avtomobilske dirke, na koncu pa v peskovniku zgradijo grad. Zdaj sem pa strašno lačen, zine Max. Recita mamici, naj nam da čokolado. Boljšo idejo imam, zacvili glasek iz Leninega žepa. Naredite sadno solato. Punčka se zasmeje. Na škrata je že skoraj pozabila. Ja, vprašajmo mami, če nam lahko prinese sadje, skledo in pribor. Maxu ideja najprej sploh ni bila všeč. Ko pa ima v rokah otroški nož in lahko na deski razreže celo banano, je kar zadovoljen. Lenina in Janova mamica jim pomaga in zmeša slasten jogurtov preliv. Super je, se odreže Max, ko se vsi sladkajo sadno solato. Vpraša bo mami, če tudi ona lahko naredi kaj takega. Krasno gorivo za otroke, modruje Jan. Dobro je, pa še moč nam da. Zvečer možic pove otrokoma, da bo moral kmalu proč. In ko zagleda 2 razočarana obrazka, se zamisli. Počakajta malo, reče, za hipec izgine, pa se spet pojavi. Z vama mi je bilo zelo lepo, zato sem vama prinesel darilo. Se namuzne in ima da 2 majhni zeleni igrači in čuden papirnat merilec. Tale zelenček ti je pa čisto podoben, se razveseli Lena. Ne vem pa, kaj naj s tem merilcem. Škrat se zvito nasmeje. To je merilec otroških goriv. Pomagal vama bo šteti. Vsakič, ko bosta pojedla porcijo sadja ali zelenjave, potisnita kazalec na lestvici malo više. Zvečer mora biti čisto na vrhu, tako bosta vedela, da delata prav. Hvala, dobra ideja, je navdušen Jan, ki še ne zna šteti. Lena objame svojega plišastega Brokolina in žalostno pogleda pravega. Pogrešala te bom, s tabo je bilo res zabavno. Naj prideš še kdaj obiskat? Krščen pomfri, seveda pridem, častna škratja beseda. In ne pozabita, jejta veliko sadja in zelenjave, to delajo vse pametne glave, zato so zdrave. Še spesni mali škrat in se urno prekucne čez okensko polico v večerni mrak. Bova, častna škratja, mu pomaha Jan. In s sestrico zlezata pod odejo.
Kako prisrčen je tale škrat brokolino, kaj ne? Dragi otroci, ste si zapomnili, kaj pravi škrat brokolino? Sadje in zelenjava, to je tisto, kar nam da moč in vitamine, tako je. Vsak dan košček zelenjave ali sadja, pa boste videli, da bomo vsi zdravi in polni energije. Tako. Če želite slišati še kakšno pravljico, predlagam, da kliknete na moj knjižni kotiček. Otroci se opravičujem, malce se mi mudi, grem hitro pojesti eno jabolko. Pa tudi vi si privoščite kakšnega. Do naslednjič pa en zelenjavni čau čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico namenjam Kalini, ki zelo rada prisluhne pravljicam. Njena mamica mi je poslala prijazno sporočilo z željo, da za Kalino in tudi druge otroke preberem zanimivo pravljico. Namreč Kalina je bila navdušena nad naslovnico te knjige in moram se strinjati z njo, poglejte, da je naslovnica zelo zanimiva in kar kliče po tem, da preberem pravljico. Zato predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Preveč korenja. Zajec brez korenja preprosto ni mogel živeti. Nabiral ga je, kamorkoli je šel. Na svoje zaloge je bil tako ponosen, da jih je shranil kar v svoj udobni brlog. Toda zajec je imel težavo. Veliko težavo. Ni mogel spati. V njegovem brlogu je bilo vse tako natlačeno, da ni mogel več živeti v njem. Prenočišče iščem, je zajec rekel želvi. Deliva si lahko mojo hiško, se je ponudila želva. Videti je prijetna in majhna, je rekel zajec. Nama ne bo malce pretesno, je vprašala želva. Kje pa, je rekel zajec. Opala, ojoj, au, a, bum. Ti šment. Morda bi pa lahko prespala v ptičkinem gnezdu, se je domislil zajec. Čiv, moje gnezdo je zelo majhno, zajec, je rekla ptička. Prepričan sem, da bo dovolj prostora za vse, je odvrnil zajec. Zajec je zlezel na drevo kar z vsem korenjem vred. Opa, so zastokali želva in ptička, ko se je veja zazibala in zamajala. Ter se zlomila. Tresk. Tako mi je žal, ptička. Zdaj že 3 nimamo kje spati, je rekel zajec. Spite lahko v moji hiški, jim je ponudila veverica. Najlepša hvala, veverica, kako prijazno od tebe, je rekel zajec. Mislim, da niti za en korenček ni več prostora, je rekla veverica. Samo še 2 imam, je odvrnil zajec. Ojej, so zacvilile želva, ptička in veverica. Tresk, hresk. Zdaj že 4 nimamo kje spati, je zagodrnjala veverica. Spite lahko v moji hiši, je zavpil bober. Prostorna je. Odlično, lahko bom prinesel še več korenja, je nasmejan rekel zajec. Ampak korenja je zdaj toliko, da bo premalo prostora za nas, je malce zbegan rekel bober. Ravno takrat je začelo deževati. Želva je zadrgetala. Ptička je začivkala. Čiv. Veverica je zacvilila.
In Bober je zaslišal grozen hrup, ko se mu je podrla hiša. O ne, moja hiša, je zavpil Bober. O ne, moje korenje, je zakričal zajec. Aaaa! Bum! Prijatelji so stokali in so pihali, ko so lezli na nabrežje. Zajca je stisnilo pri srcu. Njegovi prijatelji so bili premraženi, utrujeni in brez strehe nad glavo. In vse to je zakuhal on. In kar je bilo še hujše, zajec ni izgubil ničesar. Še vedno je imel vse korenje in hišo. Takrat ga je prešinilo, da se oddolži lahko edino tako, da vse deli s svojimi prijatelji. Čar korenja konec koncev ni v tem, da ga kopičiš, ampak deliš z drugimi. In kadar si pripravljen deliti, je vse lepše. Pa še res je. Samo poglejte, kakšno zabavo so imeli v zajčkovi hišici. Bravo, zajček, zelo dobro si se odločil. In če so že vsi njegovi prijatelji izgubili hiško, so sedaj lahko bivali pri zajčku. Zelo simpatična pravljica. Pravljica o izjemnem prijateljstvu ter medsebojni pomoči. In kako so živali brez pomisleka ponudile prebivališče svojim prijateljem. Bravo, res pohvalno. Moram pa pohvaliti tudi zajca, ki je še pravočasno spoznal, da lahko zaradi prekomernega kopičenja korenja izgubi svoje prijatelje. Namreč pravo prijateljstvo je vredno več kot denar ter kup korenja, čeprav ga je tale zajec naravnost oboževal. Kalina, najlepša hvala za to izvirno ter poučno pravljico. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prikupni pravljici z naslovom Cvetko in velika korenčkova dirka. Tudi zelo zanimiva pravljica. Prijazen pozdrav vsem, ki radi prisluhnete pravljicam, ter pa seveda Kalini. Lepo se imejte in se kmalu spet slišimo. Čau, čau! Ja, pretiravati pa res ni nikoli dobro, veš? In fino, da si to tudi sam ugotovil. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Praznični dnevi so kot nalašč za številne kulinarične dobrote, ki požejo naše brbončice. A kaj se zgodi, če je hrane preveč? In če jo po vrhu vsega še slabo prežvečimo? V tokratni pravljici bomo na zanimiv način spoznali, kaj se dogaja v naših želodčkih. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Novice iz vlaka Trebušaka. Tole, kar štorklja čez luže in kupe blata, je Julija. Vrača se iz vrtca domov. Ravno je premagala še eno lužo, ko je nekaj strašno zakrulilo v njenem trebuhu. Kdor je že kdaj hodil po kakem želodcu, ve, da je nalaz podoben železniški postaji. Ta postaja ima vse, kar mora imeti prava postaja. Med drugim tudi lično tablo, na kateri piše Zgornja Trebuša.
Tu živi pridno ljudstvo želučkarjev in njihova naloga je, da meljejo in predelujejo hrano. Ta trenutek nimajo kaj početi. Lenobno polegajo naokoli in stegujejo krake. Vlak stoji. Vse je mirno in zaspano. Tedajci pa tišino razpara tisti strašni krulež, ob katerem je Julija pomislila, da se je v trebuhu zredil sestradeni prašiček. A to ni bil prašiček. To je bil želučkar, ki je od samega ljubega brezdelja zaspal in na ves glas zasmrčal. Medtem je Julija prišla domov. Na mizi jo je že čakalo slastno kosilo. Zadovoljno se je obliznila, zgrabila vilice in se z volčjo lakoto lotila pojedine. In že je iz požiralnika na železniško postajo Zgornja Trebuša prifrčala prva kepa hrane. Želučkarji so se pri priči zbudili in prigomazeli iz svojih votlin. To so pridni delavci, da je malo takih, in nemudoma so se lotili dela. Tedaj se je razbesnela prava ujma. Bilo je kot na sodni dan. Izpod neba so deževale velikanske kače špagetov in padali listi frfotajoče solate, velike kakor rjuhe, vmes pa so treskali kosi mesa, težki kot skale. Želučkarji so obupano vili z rokami, si pulili lase in opili vse povprek. Le poglejo, že spet ne žveči, kaj nima zob, smrklja. Ti kosi so vendar preveliki, tega ne bomo zmogli sami. Nazadnje jim ni preostalo drugega, kot da se vdajo v usodo in se vržejo na delo. Le kako bodo vlaki odpeljali po voznem redu, so si razbijali glavo želučkarji. Saj nismo čarovniki, da bi vso to ropotijo zmleli v tako kratkem času. Garali so na vse pretege, da jim je pot curljal iz nosu. Ampak delo jim je šlo le počasi od rok. Kup hrane pa je bil vse višji in višji. Tedajci je nekemu želučkarju priletel na glavo velik kos mesa, da se je ubožec zvrnil na tla in omedlel. In v globokem snu so ga obiskale prelepe sanje. Nenadoma je postal turistični vodič, ki je skupini obiskovalcev razlagal delo želučkarjev. Če nam tam zgoraj hrano tako prežvečijo, kot se spodobi, so špageti, ki letijo k nam dol, kakor ljubki črvički. Listki solate in jabolčni drobci pa kakor puhaste snežinke, ki padajo z neba. Takrat nam je delo veselje in tudi, če nam kako cvirek prileti na glavo, nič ne boli. In kot bi mignil, naložimo v vagone. Jedači premešamo veliko tekočine, saj brez nje ni dobre prebave. In poleg tega je škropljenje tako zabavno. Še najbolj pa uživamo, ko pripravljamo kašo. Ta mora biti ravno prav zmešana. Ko je vlak naložen, ga odpeljem na konec želodca in nestrpno pomaham vratarju, naj mi brž odpre velika vrata. To je vhod v tenko črevo. Tenko črevo pa je dolg, ozek, temačen in ovinkast predor. S stropa vse posod bingljajo cevi, ki iz vagonov posesajo užitno hrano in jo skozi stene pošljejo v kri. Ta jo potem odplavi tja, kjer jo telo potrebuje. Jaz pa se peljem še globlje po vijugah temačnega rova, prav v debelo črevo in čisto do konca, kjer se dela dan. Tam lokomotivo vstavim, počakam, da se odpruše zadnja vrata in zvrnem ostanke hrane skozi luknjo. In ko od spodaj iz bele skodele, ki jim ljudje pravijo školjka, zaslišim štrbunk, vem, da je moje delo opravljeno. Hej, kaj pa je s tabo? Je rekel neki glas od zgoraj. Ubogi želučkar se je zdramil iz sladkih sanj. Okoli njega je stalo nekaj njegovih tovarišev. Stresali so ga za ramo
in se ga zaskrbljeno ogledovali. Toča hrane se je bila medtem sicer unesla, na tračnicah pa se je vseeno nagrmadila pravcata gora. Vsi vlaki, razen enega, so že odpeljali in bili so tako zvrhano polni, da so jim ječala kolesa. Le kako bo to zdaj želodčkarji predelali in razvozili vso to goro jedače? Da bi bila mira polna, je od zgoraj nenadoma zavel mrzav veter. Brr. Iz požiralnika je z glasnim bobnenjem prihromel pravi hudournik belo-rjave čobodre, vaniljev in čokoladni sladoled. To pa je višek, so ogorčeno vzklikali želodčkarji. Kar je preveč, so stokali tisti, ki so se komaj izkopali iz zameta. Zadnji vlak je stal ves zaledenel in nahoden na tirnicah. Iz dimnika mu je lezel vaniljev smrkelj. Želodčkarjem je prekipelo. Bomo pa stavkali, so sklenili. Zbrali so se na kup, jezno vzklikali in na ves glas zabavljali čez Julijo. Da bi si dali duška, so s pestmi bobnali po stenah in togotno topotali po tleh. In od tega je Julijo začelo ščipati in zvijati po trebuhu. Postalo je zares slabo. Kako tudi ne, ko pa se je tako neusmiljeno napokala. Želodčkarji so bili že vsi trdi od mraza in bolj podobni sneženim možem, kakor samim sebi, ko se je led končno le začel taliti. Izpod neba jih je uškropil blagodejno topli dež. Prav tada je namreč Julija ležala v posteli in pila vroč čaj. Na trebuh pa si je poveznila termofor. Kar celo večnost je trajalo, preden so vlaki prisopihali nazaj na postajo. Želodčkarji so spet zavihali rokave. Pridno so vihteli vedra in zlivali vaniljevo brozgo na vagone. In gora je počasi kopnela. Nazadnje so ostale samo še lužice. Končno! In želodčkarji so si lahko oddahnili. Eni so se predali lenuharjenju, drugi pa igri in zabavi. Zdaj se je tudi Julija precej bolje počutila. Vstala je, se pretegnila in napravila nekaj koles po sobi. In želodčkarji so se vozili kakor po toboganu. In sploh niso več vedeli, kaj je zgoraj in kaj je spodaj. Joj, kako simpatična pravljica, kaj ne? Pravljica, ki na slikovit način naslika in nas poduči, kako je potrebno jesti, ne da bi trpinčili želodčkarje. Ja, še meni je bila všeč tale pravljica. Namreč vse premalokrat se zavedamo, kako pomembno je v miru pojesti hrano. In otroci, ko boste naslednjič sedli k zajtrku, kosilu ali večerji, se le umirite, vzemite si dovolj časa za hrano. Vaši želodčkarji vam bodo zagotovo hvaležni. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnete še pravljici Škrat Brokolino ali Pametne glave so vedno zdrave, ki vam bo prav zagotovo tudi všeč. Lepo se imejte in uživajte. Čau, čau! Ja. Pa še kako je resnična tale zgodba, ja? So se premalokrat zavemo. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo pokukali na vrt. Natančneje se bomo pridružili deževniku po imenu Sandi, ki nam bo na zelo zabaven način razložil, kaj je kompost in kako si ga lahko izdelamo kar sami doma. Zanimivo ter poučno hkrati. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sandijev kompostnik.
Živjo, moje ime je Sandi. Živim v zeleni ulici, na vrtu prelepe hiše. Stanujem v Zaboju. Lezem naokrog in kopljem tunele. V največjem imam spalnico, kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico. Vse moje pohištvo je narejeno s prsti. Bolj kot se premikam, več zraka pride v zemljo. Zato mi prijatelji pravijo, da sem nadvse delaven. Rečejo celo, da sem najbolj delaven izmed vseh živali, ki živijo pod zemljo. Naj vam predstavim Niko. Je moja prijateljica, ki z menoj vsak dan deli hrano. Živi v hiši, ampak večino časa preživi na vrtu. Igra se s prijatelji, zaliva rože, se pogovarja z drevesi, pozdravlja ptice in me obišče po vsakem obroku. Torej 3-krat na dan. Čeprav ne kuham, jem nadvse zdravo. Zahvaljujoč Niki pride hrana v moj dom že pripravljena. Za zajtrk najraje jem krompirjevo ali jajčno lupino, postreženo s čajem. Za kosilo kavo in nekaj suhih oreščkov. Zraven pa se odlično poda tudi papir. Za večerjo imam na jedilniku pomarančno lupino s solato in zeleno. Z Niko imava enako okus za hrano. Tudi ona obožuje pomaranče in arašide. Včasih, ko poje banano, mi poleg olupka pusti tudi malo sadeža. Vselej pomaga staršem pri kuhanju. Ko njena mama pripravlja solato, Nika korenine rukole in olupke korenja, ki ga strga oče, vselej prihrani zame. Odpadke ji prinese v majhnem vedru. Ker Nikina družina kuha doma, jem zelo okusno hrano. Ko pa Nika pospravlja vrt, jem kot kralj. Suho listje, trava ter koščki papirja in kartona mi zelo teknejo. Tukaj je seznam moje najljubše hrane. To so odpadki, ki se lahko razgradijo v zemlji. Ostanki kave in čaja, jajčne lupine, ostanki sadja in zelenjave, plevel, pokošena trava, listje, suho cvetje, lupine oreščkov, koščki lesa, žagovine in vej, koščki papirja in kartona, papirnate vrečke in brisačke. Njam. In tukaj je seznam hrane, ki je ne morem prebaviti in ki se ne more razgraditi v zemlji. Plastika, kovina, keramika, steklo. Mleko in mlečni izdelki, sir, jogurt, maslo in podobno, vsa kuhana hrana, živalski iztrebki, kruh, kosti, rdeče meso, piščančje meso, ribe, vsa mastna hrana, sadje in zelenjava prekrita s plesnjo. Moj dom je zaboj za kompost. Ali se sprašujete, kaj je kompost? No, točno to, kar počne Nika. Kompost je naravno gnojilo, sestavljeno iz odpadkov. Povečuje hranilno vrednost tal in njihovo učinkovitost. Zelo je koristen za rastline. To je hkrati naravna metoda recikliranja. Ali se spomnite mojega seznama najljubših jedi? Iz odpadkov, s katerimi se vsak dan hranim, lahko nastane kompost. Kaj potrebujete za izdelavo kompostnika? Lesen zaboj ali košaro, nekaj zemlje, zunanji prostor, ki je zaščiten pred vetrom in ima dovolj sončne svetlobe, organske odpadke, mojo najljubšo hrano, vedro za zbiranje odpadkov, grablje in lopato za mešanje komposta, živa bitja, ki se hranijo z odpadki, kot sem na primer jaz, ter posodo z ročajem za zalivanje. Beseda kompost izhaja iz latinščine in pomeni sestaviti. To namreč počnemo, ko kompostiramo. Skupaj dajemo prave sestavine ob pravem času.
Zakaj bi zavrgli tisto, kar je dobro za zemljo in za nas? Hrana, ki je pripravljena za Niko, najprej nahrani nas, potem pa še rastline. Kdo smo mi? Vse vrste živali, ki razgrajujemo biološko razgradljive snovi v prsti in tako poskrbimo, da tla postanejo hranljiva za rastline. Na kompostu živi namreč več živih bitij. Večino dela opravijo bakterije in mikroorganizmi, ki pa jih zaradi majhnosti ne morete videti. Včasih me obiščejo hrošči, stonoge, polži, lesne uši in mravlje. Takrat je za mojo jedilno mizo gneča. Medtem ko se prehranjujemo, proizvajamo plin, paro in toploto. Saj se tudi vi, medtem ko jeste večerjo, potite ali vam postane vroče, kaj ne? Zato je pomembno, da se kompostni kup prezrači. Pogosteje, ko je moj dom deležen svežega zraka, tem bolje je. Če želite, da se odpadki v zemlji hitreje razgradijo, jih zdrobite. Zmešajte rjave, suhe lesne in zelene, vlažne odpadke. Pomembno je, da en zelen odpadek zmešate z 2 rjavima. Naprimer, lahko zmešate suho listje in koščke papirja ter špinačne korenine. Vzdržujte. Ohraniti je treba ravnovesje med vodo in zrakom ter tako zagotoviti, da bo kompost ostal vlažen kot goba. Kaj pravite na to, da bi poškropili malce vode po kompostnem kupu? Rjavi in zeleni odpadki, zrak in voda. To so veliki štirje, ki so bistveni za ohranjanje komposta in Sandijeve sreče. Konec koncev, ali ljudje za življenje ne potrebujete narave, zraka in vlage? Moje ime je Sandi in to je moje zeleno življenje. Z zemljo hraniva drug drugega. Postal sem lačen, ko to omenjam. Zato se bom zdaj, dragi otroci, od vas kar poslovil. Joj, kako prikupen in učen je tale deževnik Sandi. Bravo, Sandi. S tvojo pomočjo smo se vsi skupaj naučili, kako lahko tudi mi sami prispevamo k ohranjanju okolja. In ko boste prihodnjič gledali kakšnega deževnika, se le spomnite na današnjega knjižnega junaka ter na to, kakšno pomembno vlogo imajo deževniki ter seveda tudi druga živa bitja. Res zelo poučna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom O lačni lisici, v kateri boste spoznali zvitorepko, ki se je domislila izvrstnega plana, a tokrat ni šlo vse po načrtih. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite radovedni ter skrbni do naše narave in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam deževnikov pozdravček. Čau, čau! Bravo, Sandi. Odlično si nam predstavil.